Ljudje in ljudine, poslušate 137. epizodo, tretjo epizodo meseca Krvosesov, podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod, Opa, Bluthunger, Orlok vs. Deutschland, smo tako kot skoraj vedno, Mito Kegić, Servus, Igor Harp Jo. in Aljoša Hrlamo. Tokrat znova z gostjo in sicer je z nami prvič umetnostna zgodovinarka in kritičarka, ljubiteljica vsega gotskega in vampirskega, Nina Mison. Nina, živijo. Good body every evening. Da me je pač izmedla, jaz se opravičujem. Gremo še enkrat. Ne, to ni, to je življenje, to je realnost. Tako, kako si? Super, krasno. Hvala za povabilo. No? Let's talk vampires. Tako, ne računamo na te, da nam nekaj poveš. Ne rečem. Današnja epizoda je, kot smo napovedali, tretja epizoda meseca Krvosesov, meseca posvečenega knjigam, serijam in filmom o vampirjih. Začeli smo z Drakulo, nadaljevali z vampirskimi komedijami, danes pa se vračamo na začetek, tako rekoč k izvorom filma in bomo govorili predvsem o filmu Nosferatu iz leta 1922, kar je zagotovo najstarejši film, o katerem bomo delali samostojno epizodo, ki letos praznuje 100-letnico. Dotaknili pa se bomo tudi predelave iz leta 1979 ter filma o filmu iz leta 2000. Če filmov slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njih govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati. Poglejte film oziroma filme in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno pravili. Če pa ste filme že pogledali ali pa jih niti ne nameravate gledati in vas bolj zanimamo mi, pa se udobno namestite. Odpnite zgornja dva gumba srajce, pa pozorno prisluhnite, spustite težke veke in se osredotočite na naše glasove, zdaj pa samo še malo nagnite glavo na stran in razkrite svoj prekrasni vrat. Maestro, eno ekspresionistično. Prav tvoj dah sem čutil, pa ne zato, ker si blizu. Evo, tukaj smo, nadaljujemo z vampirji, danes je z nami Nina. Nina, kolikokrat si pogledala, ti imaš tako, povej nam nekaj o svoji ljubezni, no, do vampirjev in do Drakul in do tega, kdaj se je to začelo? Začelo se je leta 97, imela sem 5 let. Okay. Torej, oče je velik fan Mel Brooksa. In k moji osnovni filmski izobrazbi so seveda pasali Možje v pajkicah in pa Drakula. In ne vem zakaj, ampak meni je tista Drakula pa izjemno obupen film. Trapa do konca, ampak meni je že tista uvodna špica s tistimi scary slikami, ki sem jih itak mogla gledati skozi prste, ampak meni je tisto totalno potegnilno. In sem začela, ko sem bila dosti stara, da sem začela sama zbirati stvari, v bistvu padla v neko obsesijo z vampirji, ki traja še do danes, in ne kaže, da se bo končala. To se je pol počasi razvil v neko fazo na Anne Rice. Drakula je pa pač klasika, Nosferatu tudi. A gledaš zdaj tole novo serijo Intervju z vampirji? Ne, še si jo šparam, ker namreč s fantom tega ne bom mogla gledati, ker pač veva, da je lots of homosexual spicy action in on tega ne more gledati, tako da čakam na trenutek, da bom sama doma. Da si boš to lahko privoščila. Tako je, s kozarcem vina, kakšna svečka dišeča. Ja. Lepo, super načrti. Tako bom tudi jaz, po mojem pogledu. Super, zdaj danes smo torej delamo Nosferatu, ja, to je seveda nemški film Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens. A smo ga tako? Ne moreš nemško drgati, sorry. Symphonie des Grauens. Čisto lepo tekoče. Jaz sem velik proponent tega, da se nemščino... Ti avstrijsko zvediš, Aljoš. Ja, tako bolj gruz gotar. Vsi Nemci globoko v sebi
Zveni avstrijsko. Skratka, Nosferatu simfonija groze, to seveda slovenščini. Če filma še niste gledali, pa nas zdaj poslušate, ali pa bi ga si ogledali še enkrat, pa že zdaj vabim 27. decembra v Cankarjevem domu v sodelovanju s Slovensko kinoteko in z novo partituro Andreja Goričarja. Upam, da sem prav primek naglasil, gospoda Andreja. Skratka, pejte gledat, mislim, da karte še niso razprodane, tako da če imate takrat čas, pojdite pogledat, ker to je seveda muzika v živo. Seveda, nemi film z muziko v živo, to Slovenska kinoteka rada pač počne in v Cankarjevem domu je res fin ambient. Ja, moram, če lahko skočim, v kinoteki imajo dostkrat samo klavirsko spremljavo, ali pa nekaj tako osnovnega. Zna biti čisto super, bil sem tam tudi že na koncertu, kjer je neka rock zasedba belgijska naredila celo muziko za tisto od Filipa Glasa, ko je na Kaci. Ampak tak v veliki dvorani gledati z celim orkestrom je pa čisto eno drugo doživetje. Gledal sem recimo Metropolis v Mariboru, ko so imeli v SNG-u in res je pravo doživetje gledati film ob celi orkestralni spremljavi. Tako je. Ali pa gledate film Orkester. Nemi film, nemški ekspresionistični film, kaj je to ekspresionizem več v nadaljevanju, grozljivka in beštika oziroma vampirijada, seveda. Zdaj, da če malo pogledamo ustvarjalce, tako kot pa navadi, režiser je F.W. Murnau, producent, scenarist in režiser, nanj so veliko vplivali Schopenhauer, Nietzsche, Shakespeare in Ibsen, bil tudi prijatelj z zelo inovativnim gledališkim režiserjem Marksom Reinhardtom, ki je veliko snemal tudi ekspresionistične in naturalistične drame. Kdor sicer ne obvlada tega v naturalizmu, se je seveda drama začela malo poigravati s formo. Med prvo svetovno vojno je bil Murnau vojak na vzhodni fronti, najprej pešak, potem letalec, mislim, da je upravljal uno strojnico na letalu, preživel je več nesreč brez večjih poškodb. Poleg Nosferatuja pa sta njegovi najbolj znani deli pred odhodom v Ameriko Poslednji smeh ter GTO Faust 24 oziroma 26. Leta 26 je na to emigriral v Hollywood, ker so oblast v Nemčiji seveda prevzeli eni zlobni ljudje in se pridružil Studio Fox, kjer je posnel 3 filme Sunrise, Four Devils in City Girl in leta 31 potem, ko mislim, da malo pred premiero svojega zadnjega dokumentarca umrl za posledicami prometne nesreče. Od 21 filmov, ki jih je Murnau režiral, pa jih je 8 povsem zgubljenih, od enega filma je ostal le en kolut, celoti je torej ohranjenih le 12 njegovih filmov. Drugače pa to se seveda zelo pogosto zgodi s temi prvimi filmi in snemalci teh posebej nemih, pa posebej se veste, tudi s kopijami imajo zelo pogosto, kakšna zgine, pa kakšna nova se pojavi, pa potem odkrijo. Se mislim, da tisto, kar si ti Igor razlagal, ta Metropolis je bil neka nova kopija. Ja, Metropolis je bil nova kopija, kar je ful bizarna štorija, da odkrili so ga pa v Buenos Airesu, ki je bila ena daljša verzija od vseh, ki so jih imeli. In sicer je Buenos Aires imel takrat v 20-ih, mislim, prav spomnim z cifre, prek 200 kinematografov, dvoran, kar še za dan danes mi zdi dosto za eno toliko mesto. In pol pač so imeli nekatere svoje arhive in včasih kak film se ni vrnil, pa vojna, pa karkoli. In v teh arhivih se dosti najde. Tudi za Nosferatu, recimo vem, da so v vzhodni Nemčiji najdli eno tako najdaljšo verzijo, kar trenutno je. Scenarij je pa napisal Henrik Galin, delal je že na Študentu iz Prage, iz 13 in na Golemu in kako je prišel na ta svet iz 1920. Ta dva filma ne omenjamo po nepotrebnem, ker sta oba spadata v ekspresionistični nemški film. Glasba Hansa Erdmana, izvirna glasba za ta film je pa razen nekega drobca, mislim, neke sonate ali ne vem kaj, tudi posem zgubljena. Predloga filmu je zelo prosto po Stokerju, bomo rekli, ker se je izkazalo seveda, da vdova, kdo ni hotel prodati avtorskih pravic. Ja. In potem so... Mislim, ni se niti jih potrudil kupiti, morno najprej. No, dobro, ni hotela prodati. Ostanemo pri tem, jaz verjamem ljudem, ki
ki delajo z avtorskimi pravicami. Potrudili so se, niso javljali na telefon ali na pismo ali karkoli že. Telegram. Telegram, ja. Na dimne signale. In skratka, potem so morali seveda okrog tega iti, tako da igralci so Max Schreck igra grofa Orloka, to je pa zdaj neka reinterpretacija Drakule, Gustav von Wagenheim je Thomas Hutter, Greta Schroeder je Ellen Hutter, to sta skratka zakonca, in potem imamo še Aleksandra Granaha kot Noka, ki pa je od vseh teh igralcev še najbolj nekih zanimivih filmov, ima tako kariero. Ninočko je posnel v 39 zelo znan film, skratka potem, ko je seveda emigriral v ZDA. Zelo zanimivo pa, da je v ZDA takrat igral tako zelo zaprisežene nacije kot antifašiste. Bil je namreč inšpektor gestapa Alois Gruber v Hangman Also Die Fritza Langa. To bi bilo v tem filmu vse, mogoče boš ti, Igor, uspel obnovo narediti ali Nino, prosimo? Ne, Igor, ja, prosim. Kot je rekel Aljoša, prosto po Stokerju, glede na to, da smo 2 epizodi nazaj imeli Drakulo, tukaj je dosti podobna zgodba, torej iz Transilvanijski grof. Velika razlika je, ker gre za Nemca. Hoče v Nemčiji kupiti posestvo. In tja pošljajo enega, ki mu je ime Hutter na mesto Harper. In potem se dosti podobne stvari zgodijo, samo da se zaključi vse skupaj v Nemčiji, nima še tega, da bi še enkrat nazaj šopali, zato ker že prvi del traja bistveno dlje. Že njegovo potovanje tja traja celo večnost, ker to tam je tak, pa je tam, v Drakuli. Tukaj to traja. In potem tudi pot nazaj in ladja in vse to. Tako da je časovnica malo spremenjena, ampak te stvari so iste, pa konec je drugačen. Tule imamo prvi primer tega, da vampirja sončna svetloba ubije. Kakav v Drakuli, seveda ne, v Drakuli je rečeno, da je on šibkejši. Ja, ošibi ga, ja. Ampak to samo v filmu od Kopole, drugače je tudi pogubna svetloba. Ne, v knjigi ni. Ne, v knjigi tudi ni. Ne, v knjigi je tudi. Se pravi, zaradi tega v knjigi je pač tako, da je šibkejši podnevi. Ni, da je, pač zato, ker spi domnevam, da pač malo bolj počiva in tako rabi obnoviti. V bistvu Bram Stoker je kar štekel, da je to precej handicap, tako da je tu on dober za količu. Mislim, da tudi v folklori ne najdeš tega motiva, vsej ne toliko izrazito kot kovno, da bi svetloba cmarla vampirja. Ja, mislim, da je to neka popkultura kasneje pač dodala, pa tudi tako fajn je pač to videti na platno, oziroma tak efekt je. Del Toro v svojih knjigah in kasneje seriji ful na tem zgradi, kjer potem je v bistvu stvar, da povzročijo jedrsko nesrečo oziroma apokalipso, da nastane radioaktivno oblak. In se na tak način rešijo vampirji te nadležne svetlobe. Taki Mordor za Talibane. Točno v tem smislu je. Ja, ker to je predvsej, za druge filme je to ful pomembno, ker so potem ponudili točno ta aspekt, da vampir pa ga najebe, če pride na sončno svetlobo. Nikoli pa ne razložijo, v bistvu, kako z mesečino to gre skupaj, ker pač mesečina je vseeno odbita sončna svetloba. Da o Twilightu ne govorimo, zakaj se oni fucking ne svetijo, ker novoletna jelka podneva. Tam zato, ker pol živijo v kraju, kjer 300 dni dežuje. Ja, točno, Seattle. Ne, Forks, Washington. Pač, tam, kjer je Depra doma. Skratka, mogoče tu en dodatek, seveda pri Nosferatu ne smemo pozabiti, da je zraven zelo pomemben igralec Kuga. Skratka, vampir, ta grof Orlok, sabo prinaša tudi Kugo. Kamorkoli gremo, Kuga sledi podgane, mu očitno sledijo ali kaj, ne vem. Ni čisto jasno pojasnjeno, kaj je ta zvezda. Mislim pač, podgane so na ladje, tako da če jih on okuži, podgane so bile glavni prenašalec Kuge, tak ali tak. Ja, pa tu on nikogar ne naredi za vampirja, to je tudi treba povedati, oziroma nasploh v filmu ne vidimo samo en napad vampirja, pravzaprav vse ostalo je ali odrezano,
samo nakazano, šele pač napad na ženo tega Huttendorfa, ali kaj smo že rekli? Hutterja, ja. Razen v Herzogovi verziji, ne? Tam pa Harper potem na koncu postane vampir, ne? Tako da to je twist, ampak to je drug film. Ampak vampiri in kuga je pa nekaj absolutno zakoreninjenega v verskem verovanju, tako da me ne bi presenetilo, če tukaj to izvira. Je ena fantastična knjiga, je Vampires, Burial and Death iz leta 1981, kjer se je, mislim, da je kaliforniški profesor antropologije, se je lotil preiskovanja predvsem balkanskih legend, ki se navezujejo na vampirizem. In je bilo eden od pokazateljev, da je pač mogoče vampir v vasi je ravno to, da je bila kuga ali pa kakšna druga epidemija. Tle malo mogoče zamenjavanje vzroka pa posledice. Ker pač ni, da so potem ljudje umirali zato, ker je bila bolezen, ampak zato, ker je bil vampir in je umrl in je on pol to začel širiti. Za neka personifikacija bolezni ali pa smrti. Ampak ali zdaj torej 2022 lahko pričakujemo, da je ful vampirjev naokrog? Smo po pandemiji ali... Mogoče. Ne, na zadnje je, zdaj so spet popularni ratali, ne? Dobivamo serije spet o vampirjih. Tako da, glej, nikoli ne veš. Ne? Ampak zdaj, če smo mogoče tako, naša gostja je namreč diplomirala, ne boste verjeli, iz nemškega ekspresionizma oziroma iz povezave dogodka v mestu Gogi, če sem prav razumel, in nemškega ekspresionizma, tako da bomo zdaj jo izkoristili za en šnel kurs. Kaj je to nemški ekspresionizm? Vem, nimam dosti dobrih zapiskov zdaj za to. Ja, diplomirala nekaj časa nazaj že vseeno, ampak okej. Dajmo sam ekspresionistični film, zato ker to imam zapisan tle. Ja, dajmo. Sej se da iz tega vsega seveda ekstrapolirati. Ekspresionistični film, to sem si zdaj zapomnila, ker sem prej pol ure nazaj čitala svojo diplomsko ponovno. Zelo kratkega veka. Začne se nekje, mislim, da prav leta 1920 s filmi, kot so Golem, ki smo ga danes že omenjali. In se v bistvu zaključi leta 1927 z Metropolisem. Tako da kratek, ampak udaren pojav. Povezan z literarnimi gibanji, slikarskim gibanjem, to, če mi to kaj več povedal? Lahko, ja. Ampak ja, nekak glavna poanta, ki povezuje večino teh ekspresionističnih filmov, je to, da je glavni subjekt nek tak izgubljena duša ne v skladju s svojim okoljem. No. In tle se mi zdi, da to je glavni element, ki dela Nosferatu je za tipičen ekspresionističen film. Ne, pač ta nek. V bistvu on je izjemno tragičen lik. On v bistvu sam dela to, kar je v njegovi naravi, da dela. Ne. Tako, na virus tudi ne može biti jezen, da je pač virus, pa da seje, kar seje. Ne. In on se znajde pač v okolju, v kateremu ne more več prosperirati, ker je tam že vse v ruševinah in mrtvo, in se pač presel potem na neko drugo lokacijo, pa, kjer bo spet širil svoj vpliv v obliki kuge. Zdravo nemško družbo. Tako, ja. Ja, če smo pri nemški družbi, Prva svetovna vojna se povezuje zelo z ekspresionističnim filmom. Bojda, ker niso zmagali v Prvi svetovni vojni in gremo na Nosferatu, bo sneta nekaj, ne vem, kaj bi bil tle zaključek. Ja, načeloma mislim, da je to nekak teorija, se je to v teoriji seveda, ampak ekspresionizem je najbolj vzniknil v deželah poražencev. Tako je nekak. Je pa tudi ključen vpliv za Batmana. Ki ni poraženec, samo to vidim. Ekspresionizem je politik navdihnil marsikaj, film noir pa grozljivka sta najbolj dobila. Ja, samo mislim, da sta, če smem tukaj, Batman je, a nista avtorja emigrirala z Nemčije ali neka taka fora? Ne, bila sta Juda, sem mislil, da je bila druga generacija. Aha, ok. Mislim, da so že bili druga generacija. Nekaj tudi ta kuga v filmu, ki se pojavlja meni, v bistvu zelo odzvanja na neko, mislim, da na pol simbolično komentiranje nemške družbe, ne, torej koliko ljudi je, ne vem, po vojni umrlo, kakšen manjko je, kak je v bistvu mesta bila polnih trupel, oziroma cele vasi, ki so bile pokošene, da tako se mi zdi, da tu nekako noter to bilo zastavljeno, no, jaz sem vse tako razumel to branje, ne. Drugače pa vizualni aspekt ekspresionizma, ki se v bistvu v filmu predvsem najbolj pojavlja, so pa predvsem takšni
ostri koti, 11 našopani kontrasti med svetlimi področji, pa temnimi področji, senčnimi ali pa osvetljenimi, kakorkoli želiš. In vse ima v bistvu zelo takšen nestanoviten značaj. Ne? Mislim, malo ti je slabo, ko gledaš, ker nič ni ravno, vse je poševno, diagonale prevladujejo. In to je nekaj, kar se ekspresionistični film zelo za slikarstvom pogovarja, kjer pa zraven tega v bistvu uporabljajo pa res močne kričeče barve, kompozicije, ki se vlečejo od levega spodnega roba do zgornjega. Ne. To je v bistvu takrat bilo precej nezaslišano. Ne. Ima korenine sicer že prej v Noe Wilde, pa Blaue Reiter, tako naprej, in v bistvu se gradi na teh, kako bi temu rekel, na zaznavi narave, ampak skozi posameznika, ki nekako ne najde svojo stanovitnost v svetu ali pa je v clashu z modernizmom in najde tukaj ta neko slabost ali pa nelagodje in ga izraža v platno. Naprimer, da bi bil to. Jaz imam tu eno vprašanje. Pri tem nemškem ekspresionizmu Nosferatu je v barvah. Ne vem, če smo poudarili, ali je to bilo značilno ali je bil izjema, ker barven film delati je pomenilo takrat pač barvati vsak frame, kar je izjemno zamuden postopek. Ne? In ne vem, je bilo to pogosto ali je bil ta izstopajoč primer? Jaz bi mi to nominirala za to vprašanje kot vizualni strokovnjak. Zdaj ne vem, koliko primerov tega v filmu je. Vem, da Méliès se je že s tem ukvarjal dosti prej. Mislim, da tukaj v Nosferatu so predvsem skušali ponazoriti, da je to tema, da je to noč. Ker pač film pa kamere niso bile sposobne po noči snemati in so vse delali po dnevi, tako da imaš ta koncept night for day shooting in so dali preko filter, tako da tukaj je že en štart. Seveda pa doda, naprimer, kader na ladji, tista je v bistvu očitno, da je po dnevi posneto, ampak modri filter bi ti naj potem nekako dajo vedeti, da je to noč, da je tema. Medtem ko pa ta druge, neke mogoče malo bolj surrealistične scene, notre zeleni odtenki, pa kakšne rumeni, pa stop motion dodatki, vse te tehnike, ki so bile uporabljene, se mi pa zdi, da so bile prej v službi groze, pa hororja, pa žanrskega narativa in tako naprej. Tako da tu se je v bistvu Murnau poslužil prav lepega arzenala nekih tehnik, ki so dodajale v bistvu rojstvu žanra. Ja. Reče tako, to je pač nerealističen nasmer, se pravi, smer, ki skuša nekako prikazati, subjektivni prikaz neke realnosti. To je tisto, kar meni pri ekspresionizmu recimo zelo zanimivo, to je že impresionizem skušal pač ujeti nek trenutek, točno nek trenutek in njegovo efemernost, nepomembnost, milnivost in tako. Ekspresionizem je pa skušal narediti, da prikazati realnost, kakšna je, če je pod vplivom neke, bomo rekli, malo bolj izkrivljene psihe. To je tako, kot je mi to rekel. Meni je dostkrat bilo med filmom, zdaj, ko sem gledal Nosferatuja, spet po dolgem času, dostkrat je prav mal občutek močnine, zato ker so nenaravne perspektive, čudne perspektive, čudni so tudi proporci včasih. Meni se zdi, da je ta ženska ful večja od moža, žena, kolikor nekrat on pride k njej, pa je ona manjša od njega, niti jasno, čist dober, kako stvari stojijo, kaj je, potem tako, kot je Metropolis, to so visoke zgradbe, ki imponirajo na človeka. Je pa pač ekspresionizem zelo pač tist, kar ga je pač navdalo za to močnino, kakorkoli pa je definitivno konec Prve svetovne vojne. Ljudje so pač prihajali, takrat se je pač izumil, tudi psihologija se je šele začela razvijati in je bilo dosti teh, ne vem, kako imamo mi v slovenščini ta izraz, pa ta shell shock, prvi ljudi, ki so bili PTSD, poznamo. Ki so bili pod tem vplivom zaradi tega, ker se je seveda vojna v nekaj letih popolnoma spremenila, postala je množično ubijalska, precej bolj kot kadarkoli in seveda uporabe plina, uporabe strojnih orožij, uporabe letal, prva uporaba letal v vojni, to je seveda ljudi popolnoma napsihiralo, vrglo jim je neke bolane perspektive, ogromno je bilo duševnih bolezni, velik porast tega in iz tega nekako naj bi pač ekspresionizem. Se pri nas imamo Slavka Gruma kot najbolj znanega, tudi eksperimenti z drogami so seveda nekako spadajo vmes v ekspresionizem. Jaz sem pa hotel tole na tej točki seveda tudi prebrati eno kratko kitico iz Srečka Kosovela, ene iz njegove ekspresionistične pesmi. Morda boste uganili, zakaj? Iz oblaka večernega, zadnjega sla, ki oznanja Evropi še luč, lije kri v moje trudno srce
joj, in vode ni več v Evropi, in mi ljudje pijemo kri iz večernih sladkih oblakov, vse ekstaza smrti. Skratka, wow, to kako si to lepo. Mravljince. Ko si omenil, ko se vela smislu, da bo sledilo sonček Boža Tačica. Si mislil, ampak si se zmotil. Skratka, ja, pač pri nas je Kosovel tisti, ki je najbolj to ekspresionistično fazo zraven Gruma, mislim, da v slovensko književnost nekako upeljal. Hotel sem še eno reči. Ja, marsikdo je pa zanimivo v ekspresionizmu kasneje opažal tudi, posebej pa tudi v Nosferatuju so že videli neko kolektivno nezavedno in priprave na drugo svetovno vojno. Češ, ne smemo pač pozabiti omeniti, da so Murnau dosti učitelj, da so seveda liki grofa Orloka, predvsem pa tega njegovega Renfielda, ki ni Renfield, ampak smo rekli, da mu je ime kako že... Utr? Ne. Knok. Aha, ja. Knok, ja. Da sta seveda to karikaturi Žida. Nosferatu, ko s tem značilnim dolgim nosom in tako naprej, plešavostjo oziroma visokim čelom. Ampak ne vem, nekateri trdijo, da seveda Murnau je bil gej v teh časih. Definitivno je tako emigriral, ko je nastopila, pač, ko so naciji nastopili na oblast. Tako da je vprašanje, vsaj zavedno gotovo tega ni. Lahko pa je seveda kot umetnik opazil neke nezavedne tendence v kolektivnem nezavednem, ne nazadnje to naj bi umetnost počela in je pač iz tega vidika, ne? Ker zgodba seveda je, zdaj tukaj pa imamo tuj element prinese kugo v Nemčijo, hkrati ga v Nemčijo povabi mešetar z zemljišči, ki je znova tujec, ne? Skratka imamo to neko podton tega, ne? Ki je, mislim, da zelo prepoznaven. Ampak v končni fazi to je horor, ne? Vedno je horor, nek tujek. Ampak je pa tukaj razlika glede na roman in na druge verzije v tem, da je Drakula kot aristokrat vedno predstavljen. Tukaj pa zgleda kot skvoter v tistem gradu. Tako da mislim, da tale aristokratski del pri Nosferatu zelo črtaš in potem takoj dobiš asociacijo, da je on tisti drugi, ki je nekaj manj, namesto drugi, ki bi naj bil nekaj več. Ne? Ja, imaš prav, tu je mogoče bolj ta asociacija. Meni je bolj pošasten, kot neka sila narave, medtem ko pač v romanu je, kot si rekel, aristokratski neka elita, kot ne vem, nek vazal, ki te preko tlake recimo izčrpa, fevdalski vazal. Nima veze. Medtem ko tukaj pa deluje kot neka sila narave, kot neki... Še kugo ima zraven, Ja, v bistvu tako kot... Jezdec apokalipse. Ja, Nina rekla virus, jaz že želim skoraj, da ne najdem slovenske besede, čakaj, fucking dyslektik budala. Unavoidable, torej da je neizogibna sila narave, tako deluje tukaj. To se mi zdi ena glavnih razlik do romana. Pa mogoče za koliko to na interpretacijo tega prav specifičnega aspekta vpliva, ne vem, ima pa originalen pristop do tega. Zdaj ne vem, mogo tega to delati zaradi copyrighta ali kakorkoli, ampak... Ampak nima v romanu Drakula nekih ful kosmatih dlani ali nekaj, to je potem... Ampak ima tudi porno brke. Inbreeding ali kaj je, kako to razlagamo? To je za dobro vprašanje. Mislim, tukaj deluje isto pošasten, torej Orlok, preko teh svojih dolgih nohtov, pa plešavosti, pa ušesa so vilinska ali neka napol, kaj je že on dobi iz Harry Potterja. Golom. Golom, ja, naprimer, ja. Medtem ko tam v romanu deluje, samo enkrat se omeni brke, ali mogoče dvakrat, enkrat se omeni roke, pa pozabiš na to, kot da je pač nekaj naravnega, kot da v bistvu Harper vidi tisto, pa si mislim, to je čudno, mogoče ni glih London roba, ampak to se hitro pozabi. Medtem ko tukaj pa to zelo dosti prisotno, on je vedno v konfliktu ali pa v kontrastu za svojo okolico. Medtem ko v romanu ali pa Coppolovem filmu je pa se on želi se zliti, on se uči na glasa, on ima željo v bistvu priti v višji sloj, londonski. Ja, se ne nazadnje mislim, to je logično, vampir, če hoče loviti žrtve, ne sme stopati, mora biti pač eden
od množice, da lahko se ti približa nekako vampir, se ti vse ne more približati. Ja, ne imeti zadaha, pa se reče, servus. Good luck, Count Orlok, a ne to. On ima dosti bo večji izziv, ja bi rekel. Ja, bolj za Tinder. No, je pa zaradi tega mogoče bolj uspešen. Tako, da bolj mu je treba občudovati ga, da mu rata. No. Ja, tu notor je tudi, mene pravzaprav zanima zdaj, ko Nina, si ti zdaj ga spet pogledala na Sferata, preden smo se lotili tega? Ne, nisem, dvojko sem pogledala. Dvojko si pogledala, okay. Veš, kaj me je zanimalo, koliko vas še prestraši en tak film, recimo nemški ekspresionizem, 100 let stara grozljivka, koliko je to še komu grozljivo, oziroma, recimo za tiste, ki zdaj niso gledali tega z nami, ali pa ki si mislijo, ti ljudje se res pogovarjajo o 100 let starem filmu, o nemem filmu, mislim, kdo bo to gledal, pa da recimo koga uspemo prepričati, da to vseeno pogleda. Koliko je ta film aktualen, bomo rekli, za to svojo grozo? Mene prestraši, jaz mislim, da fantastično prikaže ambient, počasno stopnjevanje, kaj pa vem, mogoče mi smo tudi že toliko prenasičeni z nekimi hollywoodskimi grozljivkami, ki pač že veš, kdaj bo jump scare, pa pač pričakuješ. Se mi zdi, da mogoče te filmi, ki jih absolutno manj gledamo, no vse jaz, je drugače. No. Ja, dosti več je atmosfere, dosti tega, mislim, to je še skoraj da pred Eisensteinom, pa teorijo montaže, pred Griffithom skoraj, da to je čist izdelek zase, tako da v bistvu se ne moreš niti naslanjati na to, ne? Ampak v čem je pa, meni je predvsem unheimlich, no. Ne vem, če imamo dober prevod v slovenščino, ni. Skratka, tako tuje, da ti je grozno, ampak ni pa grozno v tem smislu, kot smo ga vajeni zdaj. Ne? Mislim, da pač problem je tudi v tem, če gledaš črno-belo verzijo. Barvna je toliko bolj groteskna, da potencira te stvari, ki si jih prej omenil glede ekspresionizma, to imaš te neravne kote in vse te stvari povzročajo tesnobo. Ko dodaš še ta layer barve na to, ker v črno-beli verziji se ful vidi sence. In veš, da če je noč, pač ne more biti toliko sence. Medtem ko v barvna pa te resno pač premakne. In mislim, da zdaj, če gledaš to v redu kakovosti, ne čisto prvi YouTube, ki ga najdeš, stream pa na vredu televiziji in vredu vzdušje te lahko prestraši. Ne na enak način, kot te bo prestrašil ne vem, kak resno disturbing film, ampak vseeno. Izvedba ima ful mesto tukaj. Mislim, ta medijska prisotnost, kako je bilo to narejeno, sama obrt je ful pomembna tukaj, ker jaz našel pa eno YouTube verzijo, kjer so z umetno inteligenco pobarvali, pa naredili pač cel film, ga lahko najdeš na YouTube, ga bom dal v zapiske tudi. In je ful drugačno izkušnja. No? Nisem celega pogledal sicer, ampak tudi naprimer oni Vaščani, pa ta Kuga, pa njegov prihod iz gradu, naprimer, ne? To je zelo, zelo drugače. Ne? Zelo drugače se dojema, ko je v bistvu vse tisto malo neke barve gor in deluje zelo neka taka omakca. Ne vem. Ja, dočim ona originalno kolorirana verzija, tisto pa je disturbing, ne? Ker ni poskus tega, da bi bilo realistično, ampak je poskus tega, da te pač zagabi se, da te zmeti. Ja. Mogoče taka dobra beseda za to je, taka ugabija. Mislim, v pozitivnem smislu. Ne? Ja. Ampak res je, mislim, definitivno realizem škod takmu filmu. Pa če je poanta, da gre tle za subjektivno doživljanje realnosti, za popačanje realnosti, pač potem rab te močne kontraste. Ja, vsekakor. Ja, mislim, definitivno je to nekaj, kar se ne postara. Če ti delaš formalno, formalne vplivi na človeka, se vedno, mogoče se malo zmanjša ta moč njihov, ampak še vedno ne, zaradi tega, ker pač večino, 99 tega, kar mi gledamo procentov, je realizem. Kako hitro nekaj krši realizem, ampak ne v zgodbi ali pa nekaj, ampak samim načinom z obliko je to nam disturbing, tako da bo vedno, nam bo, ne vem, Joyceov Ulix, nam bo vedno čuden, zato ker nikoli ne bomo, se niso romani pol pisali po
tako kot je modernizem pisal, to se ni prijelo, da bi to ostalo. Ostale so ene tehnike, ne pa ta, da bi pa ti zdaj imel cel roman v takem. Tako da to bo vedno ostalo, tako da jaz mislim, da z tega vidika definitivno je to film. Tako kot sem jaz rekel, pač meni se je še vedno zdelo, mučen film se mi je zdel, no. A pa ta ekspresionistična igra, ne na zadnje zime ekspresionistična, je tudi seveda povezana z nemim filmom, ker ti pač nimaš zvoka in je pač vsako čustvo, vse to je zaigrano, res tisto dramatizirano zaigrano, neki skoraj da anime, gledaš že bolj ali manj, ki se režijo tako, res z ful odprtimi usti, groza je pač tako res prikazana in vsa ta čustva so pač zelo, zelo dvignjena. Posebej pa jaz moram reči, da me ta igralka oziroma ta njena prezenca, ker res gleda tako na pol mrtva, že ona, ima več čas, imaš tak mučen občutek, ker ona čaka, skoraj boljš kot ta, kar smo že rekli, Renfieldov lik, skratka, ki mojster prihaja, ne vem kaj, ampak ona je več čas ima tako neko sublimno, oni že prinese rože, prvič, ki je prinese, pa je tako, da pač njen mož rože, ona reče, joj, zakaj si jih pobil? To je taka krhka, eterična duša in potem jo začne ta vampir iz Transilvanije nekako že obsedati in preko, ne vem, svojega, šestega čuta stika z svojim možem, ona prav čuti, da je nekaj narobe in da nekaj prihaja. In to se mi zdi tako fascinantno in te navda z neko tako res mučnim občutkom enega pričakovanja. No. Potem pa so na koncu vsi tisti, najbolj pa so seveda zadnjih, 10 minut, ko pač ta grof res počasi gre proti njem, ko vidimo tisto senco, njegovo silhueto. Pa prehod vrat. To je zelo taki značilni, to ste gotovo že kje videli, v kakšnih posnetkih, dokumentarcih, karkoli, tudi v kakšnih špicah se je to vedno vrtelo. Ja, gif za poštarja. Sorry. Prav mi to, ja. Mislim, da smo uničili zdaj tak lep monolog. Čist vse, kar je rekel, podpišem, čist popolnoma vse podpišem. Drugač pa hotel sem še reči, da je taka zanimiva mi je tudi seveda tole, to je po tem obonem filmu, ki smo ga že zanj menili, pa ga bomo danes še več, Sence vampirja, da je ta Studio Prana film, ki je pač posnel ta film, je bil ustanovljen leta 1921, ustanovila pa sta ga Enrico Dickman in okultistični umetnik Albin Grau, ki je nameraval je studio namreč delati filme z okultističnimi in nadnaravnimi zgodbami oziroma temami, ampak Nosferatu je ostala njihova edina produkcija, ki so potem bankrotirali. Zelo ambiciozno za nekoga, ki bankrotira ko naredi prvi film, ampak kratka, Grau je trdil, da je... Po mojem bi mogel odpustiti najprej vedeževalca, veš kaj? Mogoče pa res, ampak Grau je trdil, da ga ta film tudi osebno zelo zanimal, ker je on na fronti, očitno je bil nekje na južni fronti ali kaj, srečal nekega srbskega kmeta, ki mu je razlagal, da je njegov fotar vampir. Da je on takrat nekaj slišal o tem in da je zato hotel narediti ta film. Aha, okej. Valjda je bil Srba, ne? Ne more biti drugače, veš. Ja, kjer je cajt je, veš, da ustanoviš studio, mimo pa sem delal okultne stari. Ektoplazma 1 do 12. No, se zdaj trenutno imaš tudi eno par teh produkcijskih hiš, ki imajo podobno okultne stvari, delajo pa krščanske filme. Okay, ja. Heaven is real in podobno, ki pač imaš, da Jezus pa to. Vsi so beli, no. V bistvu bi zopet rabili eno tako produkcijsko hišo, da pluralizem pa te fora, veš, da uravnotežimo. Predvsem, da bankrotirajo. Mislim, to znarje v kriptu, me prav čudi, da se še niso tega spomnili. Mogoče seveda tudi saj, da povemo kaj o predelavi. Kdo je pa gledal skratka od nas film Wernera Herzoga iz leta 1979? Not recently, ampak Kaj je pa tam? Tam je neki razlik, ne? Se pravi, to ni samo shot by shot remake. Ne, imena so tudi že iz Drakule povzeta. Skratka, tam so že popravili, tam so imeli pravice in so rekli, ok, bomo izkoristili. Ja, malo je resetiral, Herzog. Ker tam igra seveda Klaus Kinski igra Drakulo, Izabela Gianni igra Lucy Harker, Bruno Ganz Jonathana Harkerja, Roland Topor je pa Renfield. Tako da imena so pač definitivno z Drakule. Meni se je zmer zdel tak ambientalen po svoje. Meni pa romantičen.
Ja, v bistvu romantičen na tak creepy way, hvala. Nisem jaz edin goth. Ne, ampak najbolj scary mi je pa to odsotnost glasbene spremljave. In ti počasen posnetek, ko je Harker pri Nosferatu in on leze počas v njega. Ne? In je tako kot kamere, spet je nek postran kota, ne malo diagonalo in on rine vate, ne? In ni glasbe. In mislim, vsaki začnem tudi jaz tu kavčerinta. To, kaj pa vem, no, mogoče je res, romantičen. Herzog je v intervjujih zabeležen, v bistvu, da se je zgledoval po Caspar David Friedrichu, po njegovem slikarstvu, nemškem romanticizmu, tako da nekako tu zasukal. Tudi na koncu Harper, kot vampir zdaj, ne, torej nesmrten, od jaha v veliko nemško, recimo temu, planjavo, ne, proširnost, je zelo odzvanja tale nemški romanticizem. Ne. Ampak po se vsem dogaja v Nemčiji, čeprav menijo imena, pa so Angleži. Not seen recently. Ja. Jaz mislim, da se, ampak zihar me bo kdo popravil. Tako da se odpiram korekturam tukaj. Ampak ne, imena je popravil, če se ne motim. Se tudi v ameriški verziji Nosferata so oni popravljali Murnaovo verzijo z mislim, da so neki popravljali. To je toliko verzij, da se v bistvu malo zameša vse skupaj, ampak mislim, da so neki menjali kraje, ampak še vedno so ohranili Nemčijo. Mislim, še vedno je Nemčija. Spremenila Hamburg. Wismar mesto je, tudi spet je izmišljeno mesto, ampak Wismar. In ja. Mimo glede za tiste, ki ste filmski popotniki, Wismar ni izmišljeno, Igor, Wismar je in Lübeck sta resnični mesti, po katerih je ta Wisborg narejen. Narejen, skratka tisti, ki bi si želeli kaj tudi pogledati, potovati, peti v Nemčijo, Wismar in Lübeck. Ja, meni predvsem ta verzija zraven manjka glasbe oziroma glasbene podlage, soundtracka še postane v spominu po tisti neki surrealistični srednji sceni, kjer se v bistvu on folk ukvarja s to kugo ali pa s krstami in tako je v bistvu tam je neka sanska scena, surrealistična scena. Ne? In tu se mi zdi, da se v bistvu ta Herzogov avtorski dotip dosti bolj pozna, naprimer, kot pa pač pri ostalih delih, ki pa so zvesti predlogi. Tukaj pa imaš zopet, ta neki romanticizem, po katerem se je vzgledoval. Vse jaz ga tako vidim. No? Tako da ima kar močen njegov prstno otis, gor ta film. Zraven barve pa še vse tako. Pa spet ne v bistvu nastal v času neke krize. 79? Počasno. Ja, punk je prišel. Ne vem. Velika kriza je. Ampak tam je kuga dosti bolj prisotna. Jaz se tudi, koliko se jaz spomnim, je veliko teh prizorov s temi podganami, velike prizor tega umiranja, ker v originalnem pač izvirniku se meni zdi, meni je sicer to je najlepših prizorov, je točno to, ta oska ulica, ko nosijo truge gor, to se mi zdi tako res creepy, ker tako so prav snemali tako z kota, nekje z okna dol in je taka res lep prizor. Zdaj pa se tudi spomnim, da je en tak skorda dekadenten nek film, neki jejo zunaj se mi zdi. Neki večerjajo. Plesno rosti, tako boševsko. Ja. Boševsko, imaš prav. Umetnostna zgodovinarka. Vsi umiramo, ampak ne vem, gremo še zadnjič se ga napiti, pa malo zaplesati. Tako kot mi med pandemijo, po mojem. Mi smo to prek Zooma delali vseeno. Pa če 21. stoletje, kaj smo. Ampak točno to, ena taka boševa, pač noro, sicer se to nekako ne bi bilo veljalo tudi za res čase kuge, se ne nazadnje tudi pač ta Decameron, oni so se zaprli noter, pripovedovali zgodbe in pač ekscesno pil in ne vem kaj, tako da pa je zdaj, mogoče smo res tega imeli premalo med zadnjo pandemijo. Na mesto Alkiča smo imeli droži. Ja, pa na mesto zgodb smo imeli podcaste. No. Ja. Da si izgubil vse goth points, sem to, da ti pa sem zdroži. Jaz jih nisem delal, jaz sem samo videl folk, pa sem bil, what the fuck je droži. Ampak ko smo že tukaj, kaj je to goth? Ti si resno se kvalificiraš, identificiraš kot goth, recimo. Pa ne vem, zato ker
scene neke ta prave ni pri nas. Ne. Ja. Ampak kaj to pomeni scena? Kaj to pomeni? Kaj mora biti, da je scena? Ne, to je glasbena subkultura, je to, kot ne vem, da si metalc, pa pač... Okay. Se pravi, poslušaš The Cure. Ja. In... Sisters of Mercy. Ne, to pa. Malo se hecam. Ja. Ok, to. Skratka, ampak kaj pa še te kvalificira, da si vedno v črno oblečena? Zdaj, dve struji, to je zdaj čist. Aha, nova epizoda. No, pač ena je, ki zagovarja, da je to absolutno glasbena subkultura. Ne? Se pravi, poslušaš Joy Division, Bauhaus in nima veze, kako si oblečen, kaj počneš čez dneve, pač to je to. Druga je pa, da moraš ustrezati pač tudi vizualno, se pravi črnina, ne vem, piercingi, tatuji, bleda faca in tako naprej. Jaz mislim, da je to prekarno delo. Ampak. Lej, vsak dan zvem kaj noga. Za novo epizodo. Ne? Ja. Moji prevajalci so tudi gothi, zdaj ugotavljam. No, raznigorja, on je očitno Pečo Boys. Očitno. Goth pa darker, v čem je razlika? Slovenščini. Blage, kot slovenistka. Ampak darker je legitimen prevod ali ne? A je, da je bil darker prevod? Edim prevod, ki ga iz glave vem, a ni? A je, Gotičar. Gotičar. Vizigot. Ja. Bolj ostgoti smo tu. I also like to burn down Rome on weekends. Zanimive hobije imaš, Nina, ne vem, kaj ti rečem. Let's have a party and burn down Rome, like we do. Ok, to je bil en intermission, pa če res mi je zanimivo, no, da ne bomo sam tako, da še širimo vaše pojme identitete, dragi poslušalci. Ja, torej subkulture še obstajajo. Tako, ne? Res je, ja. Ni treba, da se ampak so Blackpink dovolj goth, ki imajo black v imenu. Kaj je to? Korejski K-pop band. Ja. Pa da me to kar še vprašati, daj 3 sodobne goth bende, jo. Obstajajo sodobne. A ni to nekaj, kar je... Mislim, da je to pač neki žanr. A veš, če subkultura živa, a ima sodobne bende. Ja, 6th June rečemo, Merciful Nuns, pa kaj rečemo še, Spiritual Bed. Ok. Dobro. Ni zajedno. Daj boš dala v zapiske. No, da. Dala v zapiske. Okay. Prosim, ja. Super. Da se še počimo nekaj o vas. Ja, ampak je dejansko zanimiva ta povezava med vampirji in darkerji. No, pač itak cela subkultura ne bi se razvila pol konc 70-ih, punk na eni strani muzikalno, ampak revival teh starih horror filmov. In odtle ne bi prišel ta White Peller, zato ker so tisti ta prvi gotičarji hotel to emulirati. Črno-bele filme, črne oči pa bela faca. Ampak ni to tako, da eni ljudje tako so pripričani, da so res vampirji oziroma da vampirji res obstajajo in da je tudi to neka povezava. Mislim, da so ljudje, ki... To ni subkultura, to je mentalno. No, dej, bomo malo odprti, kaj pa če? Ne vem, ja, mislim, sem brala o tem. Ja. Vem, da so pač ljudje, ki so pripričani, da pa seveda obstaja pa čisto resni ljudje, ki pač mislijo, da kri pomlaja, če piješ kri oziroma... Ali pa Kristusova kri, da te odreši. Čisto resni ljudje v to verjamejo. Čisto resni ljudje to verjamejo. Nekateri pa verjamejo, da so podcasti popularni. Ljudje imamo različna verjetja. Ena epizoda, krščanstvo in vampirizem. To smo nekako spregledali. Ne, vse to smo že obdelali v Midnight Mass. Ja. A zgleda? Ja, poglej. Meni vampiri so. Ja. Tisto je dobro. Kje smo zdaj? Malo smo se izgubili. To je bila tangenta. Torej Hercoga smo. Tako Hercog, ja. Ampak se, ampak ne, mislim, znotraj Hercogovega širokega in raznolikega opusa, kak se vam tale film zdi? Ja, v bistvu zelo basic. Ja, ne? Ja. Ni za Hercoga. Za Hercoga ni Fitzcarraldo. Mislim, ali pa ne vem, milijon drugih, ki so res insane. Enega brez Klausa Kinskega. A se vam zdi, da se lahko Eggersu, ki snema apparently Nosferatu z Billom Skarsgårdom v vlogi Orloka ali Drakule ali kakorkoli ga bo imenoval, lahko zgodi nekaj podobnega?
da bo tudi njegov film pač v primerjavi z Severnjakom pa Čarovnico dost basic. No vem, veš kaj, če bi Eggers zdaj tri filme ima, Ja. ampak v vseh treh filmih ima eno sopomenko, no, in to je nasilje. Ne? Zdaj pa ima različne stopnje, pa različne aspekte tega nasilja in tukaj me res zanima, kako bo to probo pri njemu najti, ker je torej ta narava, pa pošastnost je nekaj zelo drugačnega, kot smo že omenili aristokrata Drakule, kako bo v bistvu tu našel zdaj vstopko v nasilje ali pa nasilje tega, ker vseeno te dve verzije, s katerimi pa lahko operiramo, nista v bistvu surove ali pa nasilne, sta unheimlich, sta ogabne ali kakorkoli. Nasilje. Ne vem, če bi to prva beseda mi napade, glih nasilje pri Nosferatu. Ne, je pa res, da pač svetilnik je tako neoekspresionističen skoraj. Že, ampak nasilje mi je tam dosti bolj, veš, ta cabin fever. Razumem, kaj hočeš povedati, ampak po drugi strani, recimo, kar je pa meni zelo velika razlika med recimo Nosferatom pa Drakulom, kjer mislim, da bi se on lahko našel, pa je to, da Nosferatu ni seksi. Aha. Meni le vampir pa res niti malo nimaš občutka, da je ta ugriz na vrata, kakorkoli erotično, seksualno. Ja, zato njegovi zobki, ki so to nismo sploh omenili, da v bistvu napram drugih ekranizacij Drakule, kjer so res podočnjaki podaljšani, sta pa tle sekanca, podaljšana in zgleda bolj kot čuden zajc. No. Čeprav mislim, da to smo se nekje, ne vem, če smo se to v etru pogovarjali o tem, da v bistvu je pa to mogoče najbolj učinkovit način sesljanja krvi, ker je v bistvu prigrizneš, pa je to bolj... Ja, ker s podočnjaki niti ne moreš zagrabiti. Ker moraš v bistvu niblat. Ne govorim iz osebnih izkušenj, ampak iz... Ko smo pri teh zobih, še ena... kratek film obstaja, kjer je to ful prominentno, tele zobje, in sicer videospot od Pet Shop Boys, ki si jih glih prej omenil, ki je bil posnet v gradu Mokrice v Sloveniji. Tako da... Igor with the trivia for the winner. Razmišljam, zanimiv se mi zdi, da ste rekli basic, ker meni se pa zdi, da ta remake, da je tako taka... personificirana melanholija, da skoraj more biti tako malo wishy-washy. Basic zgolj v opusu Herzoga. Zgolj v temu. Tudi najbolj basic Herzogov film je boljš kot večina filmov. Samo to, da smo jasni. Da ne bom zgubil res popolnoma vsega goth creda. V moji Star Trek majici tlele. Kaj bomo še rekli o tem, kar smo ga že prejšnjič omenjali, torej Shadow of the Vampire. Ja, ste ga pogledali? Kdo še pogledal? Jaz priznam, da nisem utegnil tega nisem na novo uspel ga pogledati od takrat zdavnaj, ko sem ga gledal. 90. V bistvu, Nina. Jaz sem ga včeraj. Si ga, pa ti malo več povej. Mislim, meni se zdi, da moram priznati, jaz sem zaspal pri tem filmu, ampak ne zato, ker je dolgočasen, ampak ker sem bil ful utrujen. Prekarc. Bledolični prekarc, ki mu kapitalizem se slja kri počasi. Z vsemi zapodočnjaki in sekalci. Meni se zdi, da point tega filma je, da špilajo na to foro, da je Max Schreck tako hud igralec bil, da je res vztrajal na nekih določenih forah in je ves film okrog tega zgrajen. Da pač se gre na to čudnost pa bizarnost samega snemanja pa tako naprej. Kako se je tebi zdel? Jaz bi začela s tem, ker to nisem vedela do včeraj, ko sem gledala še dodatke, ampak Nick Cage je producent filma. In je v intervjuju rekel, da je pač ful si želel videti Malkoviča pa Defoe skupina na ekranu. Tako kot vsi normalni ljudje. Ja, obviously. Ne pa nima Cage tudi neke fore, da se on zelo napaja, smisel svojo igro napaja v ekspresionističnih filmih. Če bi ga človek pogledal, bi si mislil. On je tudi goth, by the way. To vem. Pa comic book fan. Samo koliko jaz vem, Dracula. Pa Dracula, njegove igre se predvsem napaja iz Kabuki Theater. Kabuki. Ki je tudi dosti ekspresionistična. To je.
Se mi zdi, da bolj je, ekspresionistično, ampak bolj pri njemu, ko vidim te res ekscese igre, ne, rečemo temu tako. On je zmeren. Ja, samo, glih to je tisto, kar smo se prej, ko si ti samo omenil, ne, ta odstop ali pa odmik od realizma, ne, se mi zdi, da pač, on ni slab igralec, on samo pač rad naredi odmik od tega, pa potiska malo meje. Dobro, pustimo The Bees ali whatever, ne, ampak tale mem, kakorkoli, ampak dejansko on ni slab igralec, on ima Oskarja, no, a veš? Ma. Tako da, ne, se ni slab, ampak ne vem. Da bi to garancija za dober film. Neko nišo ima, kaj pa vem. Nišo. Ja, niša, ki se zna stopiti iz realnega, realističnega. Ja, plus pač ima eno dolgo obdobje, ko je pil, pa kupoval gradove, pa bil dolžen raznim davčnim upravam. Se pa je bil gov. Posnel ogromno filmov. Ja, kjer je tudi pač bolj bil na eni točki že malo racist, ker je se spravil en film delati z 2 tajvanskima režiserjema, dvojčkoma, ki jih ni ločil. In pol je bil pač že malo, kaj pa šel v Bangkok snemati, sam se je kriv. No, skratka, Shadow of the Vampire. Za tiste, ki še niso gledali, v bistvu zgodba ekipe, snemalne. S premiso, da je bil Max Schreck res vampir, da je bil vampir, ki igra igralca, ki igra vampirja. Ne? On je tak dober, kako že reče noter, on je ta ruska šola igre, ne, da v bistvu je čist noter v Method acting. Ja, leta 22. Mene zmeri znova, 2krat sem gledala ta film, ampak tako se mi zdi Eddie Izzard bizarna izbira za ta film, ampak it fucking works. Ja, nekako čudno, ker tisti njegov snarki remarks, ki jih ima, naprimer, kako na temu rečem, njegova ekspresivnost ful pride skozi, pa je zelo na mestu, pa imaš še tisto v offu, ko se on pritožuje potem, pa kaj dela tale norc, ne, zakaj me hoče grist, pa jaz ne morem tako delati, tako naprej ful je komično, ampak dela, ne, zato sem tudi v našem prvem snemanju, ko sem omenil ta film, rekel, da pač ta film se ful tretira kot resen, želi biti resen, pa evropska produkcija, pa kao, ki želi biti komercialno nekaj tako uspešen, ne vem, se tako zgleda anamorfen format, barvno, kamera, kadri, vse zelo na mestu, ampak hkrati je pa meni je hilarious, no, William Dafoe je over the top, totalno over the top, Udo Kier je over the top, tam ona scena, ki sta še z enim kamermanom, če se ne motim, ob ognju pa se pogovarjate o ektoplazmi, je v bistvu kar neki, no, what the fuck. Pol pa pride ta igralec, ne, kao William Dafoe, pa malo pije zraven, kar vampiri naj ne bi, ampak ok, pač tu pač, ne vem, malo pade. Ne vem, naj bi bilo resno, on pove neko zelo zanimiv monolog, ki je neka resnica o vampirjih, kako on ta lik vidi, da je v bistvu tragičen in nekako tak naprej, in tak full weird. Evo, to sem si prav zabeležila, da moram vprašati. Kaj si o tem mislimo? Teoretično bi lahko alkohol vplival na mrtveca, na vampirja? Ja. Ali je bil v filmu to vampir, ki se dela, da je igralec in je bil v bistvu igralec pijan? Kdo je bil v tem prizoru pijan? Filozofsko vprašanje je to. Jaz imam en letnik filozofije tudi zaključena. Nisi tako vsestranska, da... Absolutno. Okay. There's a dark side to my dark side. Ja. Vidim, da ta tvoj kovanec ima precej več plati, kot bi mogel imeti kovanec. It's a Rubik's Cube. Ja, bolj v tem smislu, ja. S tem, da jaz tega res ne znam sestaviti. Veš, s kom se začne družiti? Z Nikom Škrlecem, ki je bil prvak. To par sekundah, ampak on je igralec, jaz se ne družim z igralcem. Ne vem, ta Alko, mislim, da je dober joke na tole v What We Do in the Shadows, zgledam. Ja. A veš, ko imajo v prvi sezoni, če se ne moti, kao let's have a night out, ko reče on Baron ali whatever, pa grejo se sljati tam na ene disco partije, whatever, kakorkoli. In to je njihovo drogiranje za tisto večer, ko so pol vsi omamljeni od folka, ki se je drogiral, pa pil, pa tako naprej. Ne? Ja. Tle pa ne vem. Ja, toliko o Alkiču pa vampirjih. V glavnem. Mogoče, če bi mikrodozirali česna, ali pa microdosing the garlic. Ti pa res imaš bizarno. Če se pogovarjamo o bizarnih filmih. Ne vem, meni je film zanimiv, ga priporočam, pa moram še ga sam pogledati, ampak že zato, ker je igra pa zasedba tako huda. No.
Udo Kier, Malkovič, Dafoe, Eddie Izzard, to so meni nori igralci že sami po sebi, pa jih zvržeš skupaj v takšen miks, kot je tlele in so full hude, over the top zadeve, ki so, fajn za pogled, res priporočam. Pa tak, zdi se mi, da v bistvu pred našo temo, ko smo zdaj rekli, gremo mesec krvosesov delati, ga sploh nisem poznal, jaz sem ga prvič zagledal, ne. Tako da sem si izbil zopet Ghost Grad, nisem ok, thanks. Gremo mogoče na, kaj gledamo, berem špilom, Nina, kaj pa je tvoj najljubši, kaj so pa tvoje najljubše vampirske zadeve? Ker vem, da si tega očitno veliko pogledala. A si gledala recimo one serije, kaj so že bile, kaj tist Blood neki? True Blood. True Blood. Mislim se zdaj na tej točki, ne vem, če se da še spoilati, ampak do tega, ko Suki pove, da je fairy. Ja, tam smo vsi nehali gledati. Ja, okay, dobro. Prav dosti ljudi poznamo, da mislim, da tudi 4. sezona, prvi del pa je tak, dajmo ustaviti to. Aha, ok. Tako uvedejo vilince, ali kaj, oziroma... Vile. Ne vilince. He's a fucking fairy. lej. Tu je citat iz serije. Aha. I'm a fucking fairy. Pa ni mišljeno kot, da je gej. Ne. Nope. Aha. Jaz več... Dobro, to so še vile. Okay, očitno ti to ni bilo, a do tega točke pa ti je bilo ok. A je to serija neki, ki bi... Mislim, ok, jaz sem bila v srednji, po mojem, kaj to vam prihajalo, to po mojem pač ni najstnice, ki ne bi tripale na True Blood na eni točki. To je nekaj vrste žajfnica z vampirjem. Ja, tako. Ful hude žajfnice, tudi knjige so, ki so še bolj žajfnice. Vem, da je ena prijateljica čistno odpadla in pol mi je razlagala, da potem na eni točki Erik zgubi spomin in ona dva sta si usojena in pač že te fore. Erik Northman, ki ga igra Skarsgård. Prav ime mu je Erik Northman in je vampir. Ja, kako bi moralo drugače. Ampak ti si vseeno pol tudi generacija, ki je odraščala Somrakom, recimo, čeprav domnevam, da ti ni bilo ampak Somrak, jaz sem bila pa že to cool, da... Lepo, no, da. Ne, da sem protestirala. Tako da Somrak v bistvu zdaj gledamo A to spajt, v 30-ih. V bistvu ironično, no. Vse namenoma za nič. Ja, se mislim, da ga ne moreš drugače gledati kot... Tudi Robert Pattinson je rekel, da pač ni mogel verjeti, da je lahko tako slab film dela. Tako da... No, kjer bi bil dober, pa da ga ne poznamo, naprimer. Da ga ne poznamo. Vampirski film, ne tvoj. Ganja in Hes, mogoče. What? Mislim, da iz 70-ih gre pa za... Navezuje se na črnsko raso, pa na njihovo vlogo v Ameriki. A to so že bolj ta Blackula, pa to neki Blacksploitation. Vampirji, ne, ampak je zelo resen film. No. Pa vampirizem, mislim, da vidim bolj kot neka krvna bolezen, pa samo med črnci. Resen film, no, zelo. Blackula je pa čist nekaj drugega. Kot sem videl iz trailerja, his Dracula's soul brother. Ja. Ne, ampak je zanimiv, mislim, lih to se bi zdi dela vampirja večenga, ne, se po mojemu resnici, odkar je Dracula odstal, kar je pa šla ven, niso nikoli nekaj biti popularni. Da imamo na en stran take briljantne večne filme, na drugi pa pač prav, ne B-produkcijo, ampak ne vem, kaj je to D-produkcija. Ne vem, vključno, midva so se zanj pogovarjala v tistem filmu z igralcem, kam mu je zmeraj ime Charles v filmih. Ampak v glavnem Dracula, ki se preživlja s tem, da svoj grad daje v najem za žurke in potem oživi svojo ženo od mrtvih, ampak jo oživi tako, da ji ubrizga kri od neke žrtve, ki je pa črnka. Ne? In seveda naravna posledica tega je, da je njegova žena kar naenkrat črnka in ima ful rada soul in disco in it's all kind of wrong. Oh, wow. Okay. Bomo dali zapis. Mogoče res z kakšnim starševskim opominom. Ja. Pa filmi, kot so Dracula v Zgornjem Porenju, pa Dracula pa Irharce. Pa nekaj, kar sem gledala včeraj prvič, no, v bistvu nadaljevanje Nosferatu. Tu priporočam na YouTube cel. Tle se pa zdaj razvija ta tema seksualnosti v Nosferatu. Smo se prej pogovarjali, da pač je tako zelo odbijajoče. Ja. No, Nosferatu in Venice iz 80-ih dobi blond drede, se preseli v Benetke in začne tam natepavati neke transilvanske princese. In hod po dnev.
Skratka, film ima zelo veliko povezave s prvim. Absolutno, pa soundtrack od Vangelisa. Wow. Na tem trenutku si me pa kupila. Ja, tudi mene, to sem hotel reči. Peti Bora, ne? Zdaj sem mislil, tega ne bomo rabo gledati. I'm on the gondola. Pa Kinski je, ne? Tako da Kinski so uspeli prepričati scenarijem. To pa zdaj Kinski je tisti z blond dreadi? Moče so mu rekli, ne vem, you're gonna have sex with a hot chick, ne vem. Good enough for me! Nosferatu, vampiro della noče. Drugače, to je ena mini štorija. Mi dva za Ljušo smo gledali Nosferatu, mislim, da prvič v Kolmkišti. Smo imeli neko nagradno igro in je bila nagradna igra, neko knjižico je bila kao za nagradno igro, se ne vem, Nina Kožar je imel to. Se ne vem, kdo je, ena Nina imela. No. Milošič. Hvala. Je imela to preko, pa mislim, da je rekla, ok, kako se je ta film, kako je bil naslov Nosferata v italijanščini. Ja, in je to še to bil, zato sem si ga zapomnil. Nosferatu, vampiro della noče. In je tako, seksi, samo naslov je seksi, film ni seksi, naslov pa je seksi. Italijansko, si ga predstavljaš. Ma che bella. Se mogoče pa to s tem, kak je Aljoša preinterpretiral nemški naslov. Malo smo postajamo nacionalistično, stereotipni. Vidim tudi jaz. Mogoče pa res nekaj na tem. Nosferatu so mogli v Italijo pelati, da je lahko seksal. Ja, to. Je predovo ta špageti. Evo, lahko noč, to je se zaključilo. Eno na high note. Prav imaš, mislim, da si si izbrala dobro točko Nina. Hvala za povabilo, lahko noč. Ampak še preden se posloviš, bi te vseeno vprašali, kaj si gledala, brala, špilala in poslušala zadnje čase? Napisali si ene par stvari? Ok. Apostle? Ja. Netflixova produkcija. Mislim, da je zelo fajn inštalacija v žanru folk horror. Folk horror. Pač v redu, pač lahko zagovarjaš, da gre pa spet za neko poznano premiso, neki čudaki na otoku pa zganjajo svoj kult, ampak tukaj imajo dejansko Boga. Ta twist. Potem My Best Friend's Exorcism. Jaz imam ful v planu pogled, pa mi še ni izneslo, sem pa prebral knjigo, ki mi je čist zakon. Jaz knjige ne poznam. Ful priporočam. Pa kak je pa film? Pa film se mi zdi, da mal špila zdaj na to na 80-ta in na njihovo popularnost, ampak ni slabno. Pač nek tak film o odraščanju, I guess, pa zdaj ne vem, tako, zraven sem še blikala, pa tla pomivala, ampak se mi zdi, da je to ta obsedenost s hudičem, da je tle, pa vem, kot neka prispodoba za, ne vem, ali zdaj za prebujanje dekleta v žensko, kaj pa vem. But she makes it with the help of her friends. Ampak, je to. Pa še tam so oni Jesus freaks, ki probajo, tisti so ful vrijo v knjigi. Seveda, ker dekleta z katoliške šole najglobje padejo. Kdo visoko leta, nizko pa. Zmeraj. No, ampak kar se folk horrorja tiče, tudi Hellbender iz leta 21 se mi je zdel tako fantastičen. No. Mitna čarovnica, ampak na mal drugačen način. No. It involves heavy metal. To pa Hellraiserja sem uspela pogledati za Halloween. Da, 22 več. Ja. Aha, ok. Niti bi to všeč. Ne. Kot prvo vizualno, mislim, so se potrudili, ampak čist preveč plastični so mi bili cenobiti. Pač. Zato je meni špilal pri originalnih, ker so bili take malo rough. Tle mi je bilo pa skoraj preveč vse spozirano, čisto vsaka lukenca, pa kje ima Pinhead cajce s tem zajbavati? Eklo je format cajca, po mojem. Misliš, da ne? Tam je huda birokracija, tega čaka vrsti. Totalno nekarizmatičen glaven lik, I'm sorry. Ne pride blizu. Oni glavni ne, tista punca, skrožljana. Ne vem, nimaš sočutja do nje, you don't care. Pač ona je
Tudi ona v izvirnem filmu je precej annoying. Ja. Ampak tam se mi niso trudili toliko prodati njene backstory, se mi zdi, tukaj pa čist preveč časa porabimo za to, da je pač ona junkie, pa pač I don't care. Aha. Aha. Skratka, go to hell. Ja, nekako tako. Zelo pomanjkanje empatije. No, da to je to. Z moje strani. Super. Super, človek takoj vidi, kdo si. Sorry, ne morem si pomagati. Zelo radi te imamo, Nina. Hvala, da si bila naša gostja. Igor, ti si na vrsti, kaj si ti pogledal? Ja, na HBO je prišel Don't Worry Darling. Ful lepo posnet film, ful zmanjka štorija na koncu, ampak res je lepo posnet, pa Florence, pa vsi ostali ful dobro igrajo. Tako da zaradi tega, zaradi tega je vredno videti, ampak res se pripravi, da to kar nekaj obeta, da se bojo stvari, se ne izide čist vredo. Ampak, gledal sem Living, kar je bilo na Leafu v predpremjerah, upam, da kmalu pride, da ga bo lahko še več ljudi videlo. Krasen film, angleški, priredba Kurosave, scenarij je napisal Kazuo Ishigaru, kar je angleški pisatelj kljub imenu, ki je napisal Ostanke dneva, in to je tako potencirano angleško, dajmo se ne pogovarjati o čustvih, ampak gledati in nič reči in malo iti mimo. In je res krasno narejeno. Bill Nye je v glavni vlogi uradnik, kdo bo bolj govoril o čustvih kot uradniki, ki ugotovi, da bo umrl dosti na začetku in bi rad še malo zaživel, pa ne ve kak. Tudi na Leafu prezaposlena, super film, v bistvu o prekarnem življenju, ženski, ki ima otroke, živi na vasi in pa se mora voziti v Pariz, kjer je sobarca, proba dobiti neko boljšo službo, ful nima denarja, bivši mož ne plačuje, pač realistična štorija. Posneta pa vse skupaj je ta njen life kot thriller, ona šopa simpatija, cel cajt, ali bo uspelo ali ne bo, prav res vrejo narejeno. In prebral sem knjigo Andersa Roslunda, naslov Bo sladko sanjaj. Zakaj si to bral? Izide prihodnje leto bom prevajal, torej, če že poznate Roslunda, to je tak prototipičen, klasičen skandinoir, zelo dark, tale je še posebej dark, ker je fokus na pedofilskih ringih in ti zelo slabo postane vmes. Ampak Roslund se za razliko od nekaterih drugih skandi avtorjev ne naslaja na trpljenju in teh stvarih, ampak dosti vredo te stvari spelje. Vseeno pa imaš zaradi te tematike na koncu en zelo tak, pač slabo ti je malo nekaj časa. Mito, ob čem je bilo tebi slabo? Ob Damerju. on sicer ni bil pedofil, ampak je pa papco, tu pa tam je probo. Koga? Njem. Pogledal sem Damerja, Netflixovo serijo, mislim, da naslov je dosti daljši, mislim, da The Monster, The Life and bila nekaj od Damer, da se ne vem, v bistvu, če prav razumem, je to zdaj prva inštalacija neke serije, ki bo štartala od Monster. Kaj pa nadaljevanje bo Damer? Ne. Mislim, da se bojo lotili več serijskih ostalih morilcev. Visoko kvalitetna zadeva, ful priporočam, ni pa za vsakogar tole, tudi meni je testiralo to že ene meje, no. Razumem folk, ki se zgraža na temo, ker je res, da v bistvu se serija mogoče konceptualno loti, kao, dajmo pogledati, kaj pa je njemu dogajalo. To je pač recimo ta producentsko vprašanje bilo in dajmo to posnet. In to vprašanje je bilo zelo kvalitetno zastavljeno, zelo tehnično zastavljeno, izjemno dobro posneto, obrtniško igra, skratka vse je res tipi top, je ena ta boljših zadev letos. Te pa testira v smislu, dokdaj, dokot zmore moja empatija, koliko se lahko vživim v lik. Mislim, da v tem je čar tega, no, je uspešna. No. Vem pa, da ni glih to za vsega. No. Hvala, Biljana. Če poslušaš to, ker si mi
S Stevom smo imeli tako, mislim, da smo maksimalno zdržali 2 dela na večer, pa smo bila že pa tako, ok, fakt, to je, jaz bi še rad mogoče kaj pojedel, no, ne vem, neki. Glej, se prepozno zvečer jest ni zdravo. Se strinjam, ja, če pa želiš gledati na svojo linijo, priporočam Damerja. Pa to je definitivno serija za ljudi, ki imajo radi ljudi. Tako da, ja, evo, to. Jaz nisem začuda pogledal nič, tako da berem novega Veščeca, ampak sem šele na 50. strani, tako da vam bom o tem poročal kdaj naslednjič, drugič upam, da ljudje in ljudine, ne boste verjeli, to je bila že naša 137. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjigo vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Nina Rubikova kocka Mison, Igor Skvoter Harp, Mito fucking dyslektik Budala, That's a me. Aljoša ekstaza smrti, Harlamo. Tole epizodo smo posneli pri Mitot v Škofji Loki, ker kje druge bi snimali epizodo o nemškem ekspresionizmu. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se na nan preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se že nekaj dni ne morete uzreti v ogledalu ali drugih odsevajočih površinah, le brez strahu, to še ne pomeni nujno, da ste vampir oziroma vampirka, lahko samo že dolgo niste ogledali dnevne svetlobe, ker večere seveda preživljate v temnih dvoranah ob ogledu letošnjega Lifa, pa niste za nikamor. Po koncu festivala pojdite popoldne kaj na zrak, ob 16:25, ko sonce prebije meglo in 16:30, ko sonce zaide, se sprehodite vsaj do smetiščnih kant in svet bo takoj lepši. Vi pa se boste nehali bati pogleda v ogledalo. In seveda ne pozabite, kamorkoli greste, nas lahko v ali na ušesih vzamete s seboj. Mi smo vedno prezentabilni. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast.bot brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, sporočila o tem, kateri znani igralec je vampir, predloge, kaj bi z vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 137. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja, 4. in predzadnja epizoda Meseca krvosesov naj bi bila posvečena filmu Intervju z vampirjem. Če bo res tako, priključite se. Se slišimo čez teden dni. Hvala vam za vašo pozornost. Bye. Bye. A si ti tudi nižaš gost točka?